Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Začnimo teden z Lilisorum. Danes smo 22.2.2021. Poglejte, koliko dvojk. Kaj to pomeni? Število 22 je mojstrsko število. Danes bomo povedali, kaj pomenijo mojstrska števila, katera so mojstrska števila, kaj pomeni, če ste rojeni na takšen dan, in potem bomo naredili ob pregledu tedna tudi pregled za vsako število življenjske poti, kaj naj bi bilo tisto mojstrstvo, ki se razlega pred vami v tem življenju. Kajti numerologija, duhovna numerologija uči, da se kot osebnost v vsakem življenjskem obdobju nečesa učimo. Se pravi, danes se bomo malo posvetili temu, kaj se skriva v vašem rojstnem datumu. Smo pa v 8. tednu, torej ravno zato smo v pomembni energiji manifestiranja. Osmico povezujemo ravno s tem. Zakon privlačnosti pravzaprav je nenavadno podoben razlagi števila 8. Na kratko bomo rekli, tale teden pazite, čemu v resnici namenjate svojo pozornost, svoj čas, svojo ljubezen, svojo naklonjenost in tudi svoj strah, tudi svojo jezo. Torej, vedno smo lahko skrajno pozitivni ali pa skrajno negativni. Osmica simbolizira ravno to, tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno, tako materialno. Seveda v duhovni sferi to pomeni, da bomo soočeni s kakšnimi stvarmi, katerimi bi lahko zelo grobo rekli pravljica, iluzija, nekaj, kar smo si namislili, pa ni tako. Po drugi strani seveda materialni aspekt simbolizira pohlep in negativne aspekte ega. V tem tednu torej bomo srečali tako dobro kot slabo, kot je vedno v življenju, ampak naš odziv bo zato, ker je 8. teden toliko bolj pomemben. Torej, se boste odzvali z ljubeznijo, se boste odzvali s sprejemanjem ali se boste odzvali mogoče z jezo, z odporom, s strahom, z zamero, se boste zaprli ali se boste odprli. To so seveda vsakodnevne izbire, v tem tednu vam še enkrat polagam na srce, bodo zelo pomembne. Tega se bomo dotaknili še enkrat potem pri tedenskem pregledu. Pričeli pa bomo, kot rečeno, pri mojstrskih številih. Torej, števila od 0 do 9 so števila, vsak ima svoje značilnosti, vibracije, lekcije, blagoslove, izzive, nagrade. Imamo 5 osebnih števil, izračunamo jih iz imena, priimka, ob rojstvu in rojstnega datuma in kombinacija tega nam pomaga razumeti, kdo smo mi. Vsako število, pa tako kot kristali, ima svojo energijo. Vsako število nam lahko pomaga, vsako število nam lahko prinese tudi energijsko podporo. O tem bomo kasneje sigurno naredili še kakšno oddajo, da boste točno vedeli, katera številka pri čemu pomaga. Za sedaj pa od 0 do 9 so števila, ki si sledijo, vsak ima svoje lastnosti, potem pa poznamo tudi mojstrska in tudi karmična števila. Mogoče smo o karmičnih številih do sedaj govorili malo več, to so 13, 14, 16 in 19. Na te dni smo povedali, da ni fajn pričenjati novih stvari. Kaj pa mojstrska števila? To so 11, 22, 33, 44 in tako naprej do 99. To so števila, ki imajo višje vibracije, močnejše vibracije in so posledično tudi zahtevnejša. Se pravi, če ste rojeni 22. ali 11. v mesecu, pomeni, da imate pridih teh števil. Življenje bo od vas zahtevalo nekoliko več. Ko govorimo o mojstrskih številih, ki se pojavijo kot denimo seštevek imena ali priimka oziroma v osebnih številih, imajo tu drugačen pomen. To pomeni, da dejansko ste mojster na zemlji. In tu bi opozorila na eno zelo pogosto vaše vprašanje. Kaj naredim, ko gledam oziroma berem vaše numeroskope? Moje število življenjske poti je 11. Zelo malo vas je takih, ki imate resnično seštevek rojstnega datuma 11. To je običajno delni seštevek rojstnega datuma in ste mojster v nastajanju. Če pa je resnično prvi seštevek, ko seštejete števila, 11 ali 22, pa ste mojster tega števila. Da pa skrajšam, numeroskopi, torej tedenski napovedniki, so vedno sešteti do ene same številke, kajti tu je tisto, kar je najbolj tako splošno za vse nas, sicer bi bili popolnoma predolgi. Če ste rojeni 11., če ste rojeni 22., to pomeni, da imate zelo razvito intuicijo, da hitro začutite stvari, da pa se učite po drugi strani zaupati v sebe. Zelo tako romantično je to slišati, ne, mojstrsko število, stara duša, duša, ki že nekaj dala skozi, ki prinesla s seboj modrosti iz prejšnjih življenj, ki se lahko povezuje z drugačnimi dimenzijami, ki ima veliko modrosti v sebi. To se je slišati tako lepo, ampak običajno te stare duše imajo kar zahtevne poti pred seboj. Recimo, 11. je Leonardo DiCaprio. Lahko bi rekli, da njegov pričetek v življenju je bil nekoliko razburkal in nič kaj mojstrski, če smo iskreni.
Ko je bil še mlad fant, ga je zadel blišč slave in verjamem, da marsikoga, ko je že izoblikovana osebnost, bi morda malo zamajalo vse to, kar se je takrat dogajalo, ko bi bil mnogo premlad, da bi mogoče te stvari, da malo po domače rečem, shendlal. Ampak zdaj, ko ga vidimo, bori se za okolje, zelo je dozorel, zelo je zrel. To je zrelo mojstrsko število, na drugi strani pa je bilo mojstrsko število, ki se je še iskalo. Torej, če imate mojstrsko število, če ste rojeni na ta dan, ne pomeni, da je to zdaj vse full simple, da bo vse enostavno in da vam bo vse prinešeno na pladnju, včasih ravno obratno. Torej, mojstrska števila so tista, ki nas vedno znova opominjajo, da je v življenju nekaj več, da v življenju je prav, da sebe razvijamo, da naj ne zaspimo. In v življenju so tudi obdobja, v katerih je to seveda lažje in obdobja, ko je to težje. Lansko leto, 2020-letnica je bila vse prej kot enostavna. Glejte, takole se je obrnilo eno leto, ko smo vendarle mislili lansko leto, kako bo ta neka hecna nova viroza in virus in kaj zdaj to šlo mimo. Pa ni šlo. Smo v pomembnem ciklu, ki se bo zaključil šele 2023, nočem vas plašiti, ampak letošnje leto je pomembno, kajti gremo preko svojih mej. Torej, ne glede na to, ali imate mojstrsko število ali ne, naj bo današnji dan, 22.2.2021, uvod v tisti močen premik, ki nas čaka 22.2.2022. Torej, ta 22 je zelo močna številka, v naslednjem letu prinaša mojstrske premike, prinaša premike, ki bodo ostali za kar nekaj generacij naprej. Torej, kadarkoli se boste ujeli v načinu razmišljanja, jaz sem samo eden ali pa samo ena, kaj lahko jaz naredim, če pa nič ne moram, kaj lahko ena oseba naredi. Naj vas spomnim, da tudi Dalaj Lama je samo ena oseba. Tudi Hitler je bil samo ena oseba. Marsikdo je samo ena oseba, tudi Leonardo DiCaprio je samo ena oseba. Pejte nazaj v svoje najstniška leta. Kdo je bil tisti zvezdnik ali pa zvezdnica, pevka, igralec, ki vas je pritegnil, ki ste ga oboževali, ki je bil wow. Tudi to je samo ena oseba. In še danes odrasli še vedno pademo pod vpliv ljudi, ki nas inspirirajo. Ki nas seveda lahko inspirirajo v pozitivo ali v negativo. In število 2 simbolizira obe plati zgodbe. Zato pa je bilo tako lansko leto, v letu 2020. Obe plati zgodbe sta nekako veljali. Po eni strani je bil strah, da bomo vsi pomrli, kako je to zelo nevarno. Po drugi strani so bila neka prepričanja, to je samo nateg, to se izmišljujejo, sploh nobeden ni bolan. Bilo je in belo in črno. In v življenju v resnici je nešteto sivih odtenkov in takih prilivam barv, kot jih vidite za menoj. Torej, 22.2. bo vam podaril nek drugačen način razmišljanja, drugačen način delovanja in jaz upam, da tudi spodbudo, da boste boljši človek, kot ste bili včeraj. Dvojka se zelo rada primerja, zelo rada se včasih podredi, prilagodi, včasih se boji povedati svoje mnenje, vidi pa zelo dobro drugo plat zgodbe, nasprotno plat zgodbe. Osebe, ki imate seštevek življenjske poti 200, osebe, ki zelo razumete tudi drugačne ljudi, ki mogoče lahko pomagate razumeti dve zelo različni plati zgodbe. V taki energiji smo letos februarja, taka energija je energija današnjega dneva in v tako energijo gremo naslednje leto, zato tako dolg uvod. Torej, kaj je druga plat zgodbe? Kaj bi se zgodilo, če bi bilo ravno obratno? Poglejte malo nazaj svoje življenje. Kaj bi se zgodilo 10 let nazaj, če bi v določenem ključnem trenutku se odločili ravno obratno? Kaj bi se zgodilo, če bi se nekdo drug odločil ravno obratno? Mogoče bi bili pa točno tam, kjer ste sedaj. Samo takrat tega niste tako dojemali. Včasih, ko kakšna priložnost nam uide ali pa se nekdo ne odloči tako, kot bi si mi želeli, imamo občutek, da smo nekaj zamudili v življenju. V resnici pa tisto, kar nam je namenjeno, nam ne uide. Seveda imamo svobodno voljo, naša svobodna volja pa je, kako se bomo odzvali na to. Torej, če smo si kot duša izbrali neko zelo zahtevno izkušnjo, se bo ta izkušnja sigurno pojavila, ali bomo mi rekli, kako fajn, zdaj se bom pa nečesa novega naučil, pa bom kot duša, kot oseba, kot človek zrastel, ali se bomo mogoče zaprli vase in se sami sebi smilili, ali bomo odreagirali s strahom, mogoče celo zamero, mogoče bomo mnenja, da vsi se imajo toliko dobro na tem svetu, samo mi, mali kalimero, večna žrtev pa ne. Vedno je izbira naša. Torej, jaz si želim, da na dneve, kot je 11., na dneve, kot je 22. in to v vsakem mesecu, stopite v svojo moč in si rečete, kako lahko svoje življenje obogatim.
kako lahko sebe razvijam, kako se lahko učim. Seveda ni vsak dan takšen, da se nam s tem ljubi ukvarjati. Seveda so dnevi, ko preprosto nimamo časa, dnevi, ko mogoče smo pretrujeni, dnevi, ko smo frišno zaljubljeni, pa sploh nimamo časa razmišljati o sebi in duhovni rasti. So takšni in drugačni razlogi, zakaj nismo vedno vpeti v to. Ampak naša duša, če se tega zavedamo ali ne, je vpeta v to, je vpeta v duhovni razvoj. Naša osebnost, naša podzavest je v vsakem trenutku z nami. In ta energija, ki jo mi oddajamo nazaj v vesolje, tudi. Kakšne pa so zdaj vaše nastavitve, mene zanima? Kaj je tista svobodna volja, ki če bi vas gledali tako kot na meniju mobitel in bi šli v nastavitve, kaj bi pisalo? Pozitiven, negativen, odprt novim stvarem, zaprt novim stvarem, koliko procentov vloge žrtve bi našli, koliko izgovorov bi našli, če bi šli analizirati vas in vaš energijski zapis. To vedno deluje. Ne glede na to, se mi tega zavedamo ali ne, to vedno deluje. In ko govorimo o energiji, ki jo oddajamo in o miselnih procesih znotraj nas, včasih izgubljamo tiste dragocene trenutke, v katerih bi lahko bili veliko bolj v svoji moči. Kaj počnete, ko se tuširate? Kaj počnete, ko čakate na avtobus? Ko čakate mogoče v vrsti za kruh? Kaj počnete, ko zjutraj vstanete in greste na stranišče? Kaj počnete v resnici, v svoji glavi, ko mogoče šaltate po televiziji in ne veste, kaj bi gledali? Kaj počnete, preden zaspite? Kakšna je vaša prva misel? Vse to je vaš in če tega nimate, ni mi všeč izraz pod nadzorom, ampak če vi tega ne vodite, potem gre to na osnovne nastavitve. Torej, če so osnovne nastavitve, vsem gre toliko boljš, sam meni se nikoli nič ne zgodi. Če so osnovne nastavitve, zakaj jaz, nisem dovolj dober, nisem dovolj to, nisem dovolj uno, potem je toliko časa v dnevu, ko vi pravzaprav to afirmirate, brez da bi se tega zavedali. In v dnevu so drobni trenutki, ki jih lahko izkoristite ravno za vse te afirmacije in za vse, kar zakon privlačnosti uči, kot recimo, ko odhajate od doma in zaklepate vrata. Kaj, če bi pomislili, samo ljubezen in luč, samo iskrene osebe, samo dobro vstopa v moj dom? Ali pa oblivam svoj dom s svetlobo in z ljubeznijo? Ko zaklenete in odidete in ko zaklenete in ko pridete. Kaj se bo zgodilo, če pridete iz službe in ste slabe volje, ste utrujeni, ste tečni, vsega imate poln kufer, ko vi čakate, da pridete domov, po možnosti je doma partner, ker ste že zdaj tečni in veste, da bo kreg, ker pač včasih so taki dnevi, si smo ljudje. Kaj mislite, da se zgodi, če imate vi natreniran, da ko boste odklepali, boste rekli, samo ljubezen in luč vstopa v moj dom, samo radost, samo zdravje, samo iskrenost. Pač sami naredite svojo afirmacijo. Avtomatsko se bo zdelo, kot da stopate skozi nek portal, v ljubezen, v luč, v vse te dobre stvari. Ne boste tako dobre volje, boste pa morebiti malček boljše volje, kot bi bili sicer. Torej, bodite v tem tednu pozorni na vse tiste minute, na vse tiste situacije, kjer pa svojo moč predajate kar nekam in ko jo predajate tudi drugim. Torej, v tem tednu je možno, da vam bo kdo stopil na tiste posebne gumbe in sprožil močno verižno reakcijo. In tukaj se bo videlo, ali boste šli v energijo mojstra v sebi, ali boste šli v energijo žrtve v sebi. Ali boste rekli, ja, to bom spremenil, oziroma bom odreagiral na primeren ljubeč način, ali se boste nazaj kregali in boste izhajali iz strahu, jeze in negativnih občutkov. Izbira je vedno vaša. Danes, 22.2. v ponedeljek zvečer se lahko odločite, da bo ta teden fantastičen, da boste naredili veliko na sebi in da boste delali na mojstru v sebi. Kajti samo vi lahko tega mojstra izoblikujete in negujete na način, da je za vas dober. Prav nihče drug se ni rodil kot vi, prav nihče drug ne more te sreče, ki vam v življenju lahko podari, občutiti namesto vas in seveda vsak srečo doživlja na svoj lasten način. Prejšnji teden smo se z Jakobom Kapusom pogovarjali o številu duše, o tem, kaj potrebujemo v partnerskih odnosih, kako smo kompatibilni. V življenju je pa isto. Z nekimi stvarmi smo kompatibilni, z nekimi občutki nismo. Definicijo sreče pa ima vsak izmed nas svojo. Torej, pomembno je, da veste, kaj je tisto, kar vas krepi, predvsem za tiste trenutke, ko pa ste šibki, tiste trenutke, ki mogoče niso najboljši. In tukaj lahko numerologija zelo pomaga. Tale teden, kot sem rekla, bomo naredili malo daljši pregled. Torej, najprej dajmo izračunati število življenjske poti. Torej, seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. Zdaj bomo dali tudi formulo na zaslon. Torej, število življenjske poti je seštevek vašega rojstnega datuma. Toliko časa seštevate, da dobivate eno samo cifro. Naj
vas ne zmede, če vmeste 11, 22, 13 in tako naprej. Se pravi, tista zaključna zadnja številka nas zanima. Pomagajte si s prsti ali pa z mobitelom. In jaz pa verjamem, da če nas spremljate že dalj časa, vsak ponedeljek ob 8 zvečer smo skupaj na ETV, da že veste, kaj je vaše število življenjske poti. Torej, enke. Ste samostojni, ste včasih hitri, ste včasih impulzivni in mojstrstvo znotraj vas je to, da pomagate tistim, ki to niso. Torej, vi kot mojster ste oseba, ki bo rekla, aha, tukaj se nekaj pokvarjali, dajmo nekaj narediti. Izziv, ki ga to prinaša, pa je, da včasih ste prehitri. Preden vi nekomu razložite, kaj bi vi radi, vi to ponavadi naredite že z levo roko. Včasih je izziv ravno tu. Naučite tudi tiste, ki tega niso vešči, kako nekaj narediti. Včasih ste enostavno prehitri, včasih je vam enostavno nekaj zelo logično in vas okolica težje sledi. Se pravi, vi kot mojster ste nekdo, ki pomagate drugim biti bolj odločni, bolj samostojni, bolj neodvisni. Posledično seveda se včasih od vas pričakuje, da spustite stvari in da dovolite tudi drugim. V tem tednu bo to še posebej pomembno. Število 8 in ta energija, ki nas obdaja, vas bo krepila, vas bo bodrila, se vam bo mogoče mudilo, boste želeli, da se nekaj že zdavnaj zgodi, pa spet se nikamor ne premakne, mogoče bo občutek, da ste storili korak nazaj. Všeč mi je primerjava z lokom. Puščica gre najprej nazaj, preden švigne stran. Torej, mogoče pa je v tem tednu čas, da stopite najprej nazaj, pa razmislite in greste potem naprej. Seveda pa se vmes pogovarjajte z drugimi in tudi druge inspirirajte. Dvojkice, tisti, ki imate število življenjske poti 2, kot mojstri ste osebe, ki pomagate prepoznavati drugo plat zgodbe, kot smo že povedali v uvodu. Zelo velik izziv pa je, da pri tem sebe ne izgubite. Se pravi, ne podrejati svojih potreb za to, da bi pomagali nekomu drugemu. Za vas pa ravno obratno velja kot pri številu 1. Se pravi, v tem tednu bo število 8 pritiskalo na vse tiste gumbe, na vse tiste odnose, na vse tiste situacije, na vse tiste tudi spomine, v katerih boste mogoče sedaj za nazaj imeli občutek, da niste bili dovolj močni, da niste bili dovolj odločni, da bi se mogli postaviti za sebe. Torej, v tem tednu je za pričakovati, da boste imeli na drugi strani znova osebo, katere se ali bojite, ali jo vi dojemate kot avtoriteto, zato, da bi postavili mejo. Vi kot mojster pomagate drugim razumeti drugačne, pomagate razumeti drugo plat zgodbe, pomagate pri tem, da so ljudje bolj umirjeni, bolj potrpežljivi in morebiti dalj časa počakajo, preden eksplodirajo. To ste vi kot mojster. Vi si vzamete čas, razmislite, se trudite biti umirjeni. Torej, za vas bo zdaj izziv mogoče usekati po mizi ta teden, kar lahko pomeni tudi, da se boste končno odločili, da boste vse poskusili doseči tisto, za kar ste morda še 15 let, 10 let nazaj, 1 leto nazaj, še preden se je korona pričela, mislili, da je nemogoče. Poglejte, kako se je življenje spremenilo, si nihče ne bi mislil. Torej, zaupajte tudi vase. Trojke. Vi kot mojster ste nekdo, ki zelo verjame v čudeže, nekdo, ki ima zelo bujno domišljijo, ki ste mogoče malo umetniški, ki ste pravlični, ki najdete nekaj lepega v vsemu. Ste zelo optimistični, zelo navihani, zelo duhoviti, zelo ustvarjalni, zelo spontani v svojem izražanju. Kot mojster ste nekdo, ki, če vas damo v tunel, boste sigurno videli lučko na koncu tunela, če ne boste videli, je velika verjetnost, da boste rekli, samo moment, boste šli, ne vem, prvo štacuno in boste lučko s sabo prinesli. Verjetno bo to trajalo nekaj časa, ker se boste mogli odločiti, kakšne barve lučko, a utripa, kako utripa, a bi bile mogoče zvezdice, a bi bili srčki. Ste izraziti, ste ustvarjalni. Vi kot mojster prebujate to v ljudeh, notranjega otroka, doživljanje unega veselja in radosti, ko skačemo po lužah. Seveda je potem za vas izziv komuniciranje z ljudmi, ki pa recimo nimajo tako bujne domišljije. Komuniciranje z ljudmi, ki jih morda to zmede. So ljudje, ki potrebujejo zelo skope informacije. Levo, desno, ja, ne, črna, bela. In potem pridete vi s takim paleto izrazov, odvisnikov, pridevnikov, čustev. Seveda včasih se potem narobe razumete. V takem primeru se vi učite malo drugače izražati in seveda druge učite bogatosti izražanja. To ni vedno lahko, zato vam mogoče včasih učitajo, da ste otroči, mogoče vam včasih učitajo, da koliko ste pa stari, kako pa se obnašate, ampak veste, jaz si vas predstavljam kot razigrano babico, ki bo frise pokala in bo sproščena in si bo dovolila biti, kdor je.
Če še niste v letih, ki bi bilo primerno za babico, se opomnite, da to pač vaše bistvo je in da ga dajte izražati. V tem tednu se pred vas postavljajo, ne bom rekla, da izzivi, ampak priložnosti za drugačno razmišljanje. Vse neke nenavadne, predvsem pa utrgane ideje, ki bi se vam lahko pojavile v tem tednu, jim dajte prisluhniti. Mogoče jih ne boste mogli zdaj uresničiti, definitivno pa možnost za to bo. Štirke. Drage moje štirke, ve pa ste realne, zelo povezane z Zemljo, včasih malo preveč previdne. Eno je to, da smo previdni, drugo je pa to, da smo preplašeni. In v tem tednu se bosta pojavila oba občutka. Včasih je težko presoditi, a zdaj govorimo o nekem občutku, ko želimo z zanesljivostjo se odločiti. Se pravi, vi se zelo resno odločate, ne jemljete stvari na pol, podobno tudi sedmice. Se pravi, niste nekdo, ki bi se nekaj šel za hec, pa na pol. Zaradi tega seveda včasih potrebujete malo več časa, da se odločite. In načeloma bom rekla, da se v letošnjem letu, ker govorimo o času nenadnih, hitrih in eksotičnih, nepričakovanih sprememb, ne počutite najbolje, kajti ste bitje navade, stabilnosti, zanesljivosti, ko se zmenimo, tako je. Vi kot mojster, celotni svet opominjate, da določene stvari resnično potrebujejo svoj red, svojo definicijo, svojo neko popredalčkanost, da tako rečem. Po drugi strani pa se vi učite dihanja in spreminjanja. Zelo ste povezani z Zemljo, sem rekla, tudi Zemlja se spreminja. Če greste v puščavo, veljajo zelo drugačne zakonitosti narave, kot če boste šli v deževni pragost. In tudi za vas v življenju veljajo zelo različna pravila narave, torej v tem tednu opazujte. Opazujte, kako se duhovno odzivate, kako se materialno odzivate. Opazujte vse plati sebe in vi kot mojster učite druge premagovati strah. Zato, ker ga sami premagujete. Povezani ste s predniki, povezani ste s tradicijo. Stvari, ki trajajo že dalj časa, oziroma imajo neko tradicijo, zelo spoštujete. Se pravi, vi sodite med tiste, ki boste rekli, to se že 100 let dela tako, sigurno je v redu. Včasih je treba malo ven pokukati iz tega. In veste, kdo je fantastičen v temu? Vsi tisti, ki imate število življenjske poti 5. Torej petke. Ste mojstri spremembe. Ste mojstri drugačnosti, tudi mojstri tujine, egzotike. Vi ste tukaj zato, da svetu pominjate, da nič ni črno-belo, da je drugačnost v bistvu in raznolikost tisto bogatstvo življenja. Ste radovedni, ste odprti, radi potujete, zanimajo vas druge kulture, ampak ste takšni. Vi boste nekam šli, boste videli, kako se tam to dela, boste prišli nazaj in boste mogoče posvojili ali pa obdržali eno navado. Niste nekdo, ki bi se nečesa oprijel in tega držal kot pijanc plota. In vi kot mojster opominjate svet okoli sebe, da se življenje vendarle vedno spreminja in da to, da smo si različni, ga bogati. Seveda, vi kot mojster imate po drugi strani potem izziv, da ne iščete vedno nekaj novega, da ne iščete vedno nekaj bolj razburljivega, bolj eksotičnega, še bolj odpičenega, da rečem. Zelo veliko vam pomeni svoboda, se pravi, če govorimo o kakršnikoli zatiranosti, kar se bo v letošnjem letu, ker je seštevek 5 zelo poznalo, ste tisti, ki vam ni prav. Če tudi se morda ne strinjate z osebo, ki je zatirana, vam občutek zatiranosti pritiska na dušo, ne znam drugače reči. Torej, kot mojster ste nekdo, ki pomagate svetu lažje dihati, se lažje drugače odločati, seveda je za vas izziv, da ne odnehate prehitro in da vas vedno znova ne mamijo skušnjave. Število življenjske poti 6. Ste osebe doma, družine, srca. Vi kot mojster ste nekdo, ki se uči biti mama sebi. Ste nekdo, ki se uči reči ne tistim, ki jih imate radi. Se pravi, učite se lastne vrednosti. Jaz ne maram izraza vrednost, ker gre lahko tudi v negativo, jaz ga vedno nadomestim z dragocenostjo. Torej, zavedanje, da ste dragoceni točno takšni, kot ste, tudi tisti deli, ki mogoče vam niso všeč, je lekcija vas kot mojstra. V tem tednu vam bo seveda za to življenje pritiskalo točno na to, kje se boste morda počutili ne dovolj dobri. Kje morda boste imeli občutek, da nimate zaledja. Lahko se bo pojavil občutek, da vas družina ne podpira. Takrat se vprašajte, kdaj vi sebe ne podpirate. V katerih situacijah pa mogoče tako zelo postavljate svoje ljube na prvo mesto, da ste pozabili sebe podpreti.
Torej, vi kot mojster nas opominjate, da je življenje lahko čarobno, da je lahko pravljično, ampak seveda, da ne smemo sebe potem pozabiti v to pravljico vključiti. Torej, v življenju bodo včasih razočaranja, ko bodo vaši najbližji morda do vas prestrogi oziroma boste vi to tako doživljali. Vi po drugi strani pa nekako učite potrpežljivosti, tudi požrtvovalnosti, vse tiste, ki pa morebiti so preveč sebični. Torej, v tem tednu rečete ne, če se pred vas postavi situacija, ki je do vas nespoštljiva. In še sedmice. Vi kot mojster ste mojster resnice, ste mojster kvalitete, dvigovanja nivoja v življenju. Torej ste nekdo, ki bo vedno iskal, kaj se da narediti boljše. Ste malo nagnjeni k perfekcionizmu, to smo že omenjali. Vi kot mojster torej to podarjate okolici. Torej vi kot mojster spodbujate drugi, da so boljši človek, kot so bili. Seveda greste s tem lahko takšnim, ki se noče ukvarjati s seboj, takšnim, ki so morebiti malo sami vase zagledani na živce. Ker jih vedno znova opominjate, da mogoče pa stvari niso tako zelo bleščeče, kot bi si oni želeli, da okolica to dojema. V tednu, ki je pred vami, pustite ljudi pri miru. Pohvalite sebe. Velikokrat vam ravno ta delček, ta tako pomemben delček v življenju zmanjka. Pomembno je, da pohvalite tudi sebe za vsak dosežek, ne glede na to, da vi mogoče veste, da bi to lahko naredili bolje, hitreje, drugače. Boste drugič. Ko kuhamo kavo, pa nam mogoče prekipi ali pa se nam usuje preveč sladkorja, običajno ni konec sveta, vsaj ne naredimo nekega hudega, dramatičnega izpada običajno. To pomeni za veliko večino situacij. Morda pa je šlo samo za učenje. Torej, ne zahtevati od sebe preveč in obenem popustite tisto energijo, ko želite tako zelo pomagati drugim, da greste mogoče preko sebe in preko njih. Torej, vi kot mojster ste nekdo, ki ozavešča resnico, zelo veliko pomeni pravičnost, zelo veliko pomeni korektnost in tiste prave vrednote življenja, kot je spoštovanje med ljudmi. Se pravi, tudi če se ne strinjamo, se dajmo spoštovati med seboj. Število življenjske poti 8. Ste osebe, ki zelo hitro manifestirate, tale teden bo za vas pomemben. Torej, če imate finančne težave, če kakorkoli se soočate z izzivi v življenju, ko imate občutek, da ste ujeti, da to ni to, da so stvari slabo postavljene, absolutno ste postavljeni pred izzive lastne dragocenosti. In pred izzive tega, kaj vse lahko bi, pa še niste. Podobno kot 7, ki tudi vi ste malo perfekcionista. Lejte, koliko življenja imate še pred seboj. Vse življenje v bistvu imate še pred seboj. Vse do zadnjega dneva. Ni treba danes osvojiti vse. Ko gremo na Triglav, vemo, da bo to zahtevalo določen čas, določen trud, določeno kondicijo. Če se odpravimo na Himalajo, toliko več. V življenju je pa podobno. Včasih potrebujemo malo več kondicije, včasih čas ni ta prav, včasih druga oseba še ni tam, včasih sama situacija še ni tam, včasih tudi svet kot celota še ni pripravljen na tisti premik naprej. Morda razlog sploh ne leži v vas. Torej, ne tako zelo nase jemati odgovornost za vse, kar gre kadarkoli narobe. Vi kot mojster pa druge spodbujate, da se zavedajo, da lahko sami spremenijo svoje življenje. Da naj svoje življenje vzamejo v svoje roke. Tukaj se ne ujeti v to, da bi vi za druge vse uštimali, pa pomagali, pa organizirali, kajti v organizaciji ste fantastični, ne pozabiti urediti stvari tudi za sebe, tako da ste vi zadovoljni in ne postavljati svoje standarde, tako bom rekla, svoje standarde postavite sem, kritiziranje sebe pa sem. Aj prav, ne obratno. In še 9. Ste osebe sočutja, ste osebe, ki včasih zelo hitro nekako kar prevzamete nase bolečino in stisko drugih. Vi kot mojster znate pomiriti drugo osebo, znate prisluhniti, znate potolažiti. Izziv vas kot mojstra pa je, da tega ne prevzemate na sebe. Torej, da prisluhnete, objamete, sočustvujete, ste konstruktivni, ampak energijo, bolečino pustite tam, kjer ni vaša. To mogoče zveni zelo hladno, ampak dejstvo je, da včasih nase prevzamete izzive, ki niso vaši, jih potem ne morete predelati in se to potem pozna na vašem počutju in tudi včasih na vašem zdravju. Teden pred vami vam bo dal možnosti, da razmejite sebe in okolico, da razmejite sebe in tiste osebe, ki mogoče pijejo vašo energijo, pa se tega ne zavedate. Poglejte zdaj le 9, tale repek gora, 8 zaključenega, vi zajemate,
kaj boste zajeli v tem tednu in s čim boste zajeli v tem tednu. A bo to slamca, a bo to najmanjša žlička, tiste za barbike, ali bo to mogoče jušna zajemalka, ali bo to kar bager. S čim in kaj boste zajemali, je vaša odločitev. Tako kot je to odločitev vseh nas. Danes smo 22.2. za vse nas to zdajle velja. Kaj boste zajemali? Za vsak trenutek v življenju to velja. Kaj zajemate? Kaj je tisto, za kar se vi odločate? In 8. teden nas bo vse nas na to opomnil. Mi smo tisti, ki izbiramo, mi smo tisti, ki odločamo, torej ne predajajte svoje moči okoliščinam. Letošnje leto pa bo to seveda predstavilo kot izziv. Torej danes na 22.2. vas znova spodbujam, da si pišete svoje cilje, da se vprašate, kaj vse je bilo tisto najtežje, kar ste v življenju presegli in kako lahko presežete tisto, kar je najtežje sedaj. Jaz vam tukaj z vami tudi drug teden na ETV ob 8. zvečer. Naredili bomo pregled marca, ki že trka na vrata. Jaz pa upam, da do takrat se boste posvetili sebi in se boste pohvalili, kajti vsak izmed nas, vsak izmed vas je mojster sebe in kot tak fantastičen. Želim vam en čudovit teden in se vidimo znova v ponedeljek. Pa, pa!